Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj. Na Parabelomu je nocoj merilnik slabe volje popolnoma izven lestvice, gospodje. Popolnoma izven lestvice. Smo na resnično zanimivi ravni. Skratka, upam, da ste nabiti z energijo, ker vidim, da so tukaj ljudje, ki niso spremljali zgodbe, ampak hvala, to je prav zakon Brandolini. Se pravi, količina energije, ki jo moraš porabiti, da razstaviš neumnosti, je obratno sorazmerna sami neumnosti. Ampak vseeno bomo poskusili. Nikoli ne bi smeli izgubiti že izgubljene bitke. In potem so mi všeč vetrnice. Torej, tukaj smo. Torej, za tiste, ki te zgodbe niso spremljali, smo naredili kratek video. Ampak v kratkem videu ne moreš vključiti vseh informacij in celotnega razkritja. Tulsi Gabbard, direktorica Nacionalne obveščevalne službe Združenih držav Amerike, je praktično objavila, razglasila za odtajene nove dokumente, ki se nanašajo na biolaboratorije v Ukrajini. Za tiste, ki tega ne vedo, so biolaboratoriji povsod. Imamo jih tudi v Italiji. Spallanzani je na primer zelo znan italijanski biolaboratorij. Biolaboratoriji so. Delijo se v 4 kategorije, praktično od stopnje 1,1 do stopnje 4,4, recimo, da je stopnja 4,4 najvišja stopnja. In tam imajo tudi ebolo, recimo. In torej gre za zelo visoko raven varnosti in upravljanja. Veliko laboratorijev, ki so bili v Ukrajini, je bilo stopnje 2, nekateri stopnje 3, nobeden pa ni bil stopnje 4. Hvala. Iščimo BSL, bravo. Ravni biološke varnosti so pravzaprav stopnja zadrževanja, ki jo moraš imeti za upravljanje določenih stvari. Ameriški program financiranja biolaboratorijev je vključeval 120, 140 laboratorijev po vsej Evropi, vključno s približno 30 do 40 v Ukrajini. To je nekaj novega. Ne, ker je ta stvar popolnoma čudna in smešna za direktorja Nacionalne obveščevalne službe Združenih držav. Zdaj vam bom pokazal stvari po korakih. Veliko jih je, zato me spremljajte. Uvodna opomba. Ista direktorica izjavlja, da so bili dokumenti deklasificirani, vendar je njihova analiza temeljila na javno dostopnih virih. In že tukaj nekaj ne štima. Če je nekaj javno dostopno, je javno dostopno. Kako jo lahko deklasificiraš? In že tukaj je kratek stik prav v načinu delovanja, ki ga obveščevalna agencija nikoli ne bi uporabila. Niti več, niti manj. Torej, na koncu, če kdo pogleda poročilo, je to poročilo, ki se imenuje pranje informacij. Torej, čiščenje informacij. V kakšnem smislu? To je operacija, kjer se praktično ustvari lažna ali zavajajoča informacija, vendar na podlagi resničnih informacij, ki so preoblikovane, ponovno predstavljene. In praktično se deli na 3 faze. Plasiranje, kar pomeni plasiranje informacije, plastenje, torej slojevitost, in integracija. In na koncu praktično vneseš to vsebino. In zdi se, kot da je bilo prirejeno. Zato je zaznano kot legitimno. In dejansko bomo videli in opazili boste besede, ki jih navaja, da je deklasificiral novo obveščevalno gradivo. Nekdo ne more deklasificirati stvari, ki so že javno dostopne. Pika. Obstaja več stopenj klasifikacije dokumentov v svetu obveščevalnih služb. Če deklasificiraš nekaj, kar je že javno dostopno, to nima nobenega smisla. Zakaj bi deklasificiral nekaj, kar je že na nižji ravni? Je javno. Nič več in nič manj. Torej, kaj želiš deklasificirati? Težava ni samo v tej stvari, ki z vidika same nomenklature obveščevalnih služb ne drži. Težava je drugje. V 4 ubogih diapozitivih, ki so bili deklasificirani, so v resnici dvojni kopiraj in prilepi.
Večina izhaja iz ruskega dokumenta, predstavljenega na OZN leta 2022. Pokazal vam bom PDF-e in jih boste lahko prenesli, lahko si jih ogledate sami. Ta pa je po drugi strani uporabljal prosojnice ameriškega zasebnega podjetja Black Witch. No, Hatchwitch. Torej gre za ponovno predstavitev gradiva, ki je bilo že predstavljeno in je že dobilo odziv. Obstaja uradni odgovor OZN, ki je ocenila gradivo. Saj nekateri pravijo, da naj to stori tretja stran, ki niso Rusi, ki niso Ukrajinci, ki niso Američani. Praktično obstaja ta vir, ekipa OZN je seveda ocenila dosje, ki so ga pripravili Rusi, in ugotovila, da je rezultat lažen. Novice najdete na Reutersu, vse vire pa sem vam dal v opis. Torej, dokument, ki ga je predstavila Tulsi Gabbard, 4 prosojnice, je v resnici kopija in prilepi. To je ruska izvirna različica. Zdaj vam bom pokazal tudi PDF in to je različica, ki jo je predstavila Tulsi Gabbard. Opazite, da so praktično dodali samo žig urada, direktorja Nacionalne obveščevalne službe, tole prosojnico tukaj. Kjer so opisani laboratoriji, tudi ta prihaja iz te ruske prosojnice, iz ruskega dokumenta iz leta 2022. So identične, dodal sem vam rdeče črte in praktično najdete popolnoma enake, natančne opise iz ruskega dokumenta v ameriški dokument. So praktično identične, ni nobene razlike. Grafika, ki ste jo videli iz ruskega dokumenta, sploh ni narejena iz ruskega dokumenta. V resnici prihaja iz tega dokumenta, iz Black Witch, ki v bistvu govori o takšnih stvareh. Ta infografika z vsemi logotipi je vzeta iz še tretjega dokumenta. Torej, Tulsi Gabbard je v bistvu vzela 4 diapozitive iz ruskega dokumenta, ki je že prej imel iz drugih dokumentov. Hvala. To bo deklasificirala, ampak je bilo že vse javno dostopno. Ruski dokument je mogoče prenesti, tako kot tistega od Black Witch. Gorda Žig, direktorja Nacionalne obveščevalne službe, in reče, da smo odkrili ta financiranja, potem bomo videli tudi zgodbo o teh financiranjih. Treba je omeniti, da tudi v velikih razkritjih Tulsi Gabbard prvič ni omenjeno nobeno biološko orožje. Tudi tam obstaja tehnika. V kakšnem smislu tehnika? Povem ti, da sem razkril nove dokumente, ki jih imam malo, predelanih od tistih ruskih, dodam ameriški žig in ti povem, da sem odkril to ogromno ameriško financiranje, za katero ti nihče ni hotel povedati. In tam se konča. Ni tako, da bi ti rekli, da so absolutno potrdili, da so proizvajali biološko orožje. Preprosto ti reče, da so razkrili to financiranje z deklasifikacijo stvari, ki so bile odprtokodne. Obstaja tudi paradoks, da je to analiza obveščevalnih podatkov narejena iz odprtokodnih virov. Potem pa ne povejo, da so ti viri ruski. Torej, ni vprašanje, zakaj to počneš. Ker zaključka v poročilu ni. Ne povejo ti, glejte, prišli smo do zaključka, da morate zaključek potegniti sami in temelji na ideološki stvari. Če si proruski. Tudi Američani potrjujejo biolaboratorije. Bla, 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 tako to deluje. Pripeljem te do tega, da ti tega ne povem jasno, ker nimam dokazov. Zaključek dodaš ti, glede na tvojo usmerjenost, to je tehnika. Pokažem še eno zelo zanimivo stvar, ki je po mojem mnenju tudi zabavna. V starem ruskem poročilu so bile tudi nekatere karte, to so originalne prosojnice Tulsi Gabbard, med govorom in karto, ki jo vidite tukaj, kjer naj bi bilo 40 laboratorijev v Ukrajini. To je ista karta, ki se nahaja v ruskem dokumentu. To je nekoliko nenavadna karta. Recimo, ko narediš karto,
Ustvariš določen kriterij. Zato vprašam občinstvo, ki gleda skupaj z mano. Predvidevam, da če vidite ikone, si predstavljate, da te označujejo obstoj. Obstoj laboratorija, razdeljenega po stopnjah, vidite po barvah, torej stopnja 2, trikotnik, rumena in kraj, kjer se ta laboratorij nahaja. Zdaj, če beremo zemljevid, Harkov, v redu, malo jasno, malo nejasno, Dnipropetrovsk, v redu, Lugansk, Donetsk, v redu. Ker imajo okrožja tudi imena mest, Herson v redu, čeprav je ime okrožja Krim, evo, Krim je že problem. Krim ni mesto, ki... In ni niti okrožje, ki bi nosilo to ime. Drugo je Kiv, ki ni tukaj, tukaj je Černihiv, ki ni tam, ampak se nahaja severovzhodno od Kiva. Zakarpatska, ki ni mesto, ampak regija. In razumete, da je tukaj nekaj narobe, kot če bi rekel, da je biolaboratorij v Toskani. To ni ravno kriterij ali jezik za analizo obveščevalnih podatkov ali obveščevalno poročilo. Poleg tega opazite, da je na istem zemljevidu, ki so ga zagotovili Rusi, po mojem mnenju ustvarjenem z umetno inteligenco, zakaj, kdo? Zakaj, kdo je veli? To smo se vprašali mi iz sveta. Osinc smo našli Kiv tam. Zakaj? Tam je majhna vasica z 10 hišami, za katero so tisti analitiki Osint našli tudi satelitsko sliko. In na teh slikah 10 hiš ni skladišč, to niso 10 hišic. Torej tam zagotovo ni bilo laboratorija. Opazite, da celo na rdečem zemljevidu ni niti ene same rdeče pike. Uporabljam njihovo legendo. Tam je laboratorij 4. stopnje, ker resnično ravnajo z zapletenimi stvarmi, kot La Spallanzaniju, patogeni 2. visoke stopnje. Vsi ostali laboratoriji 1., 2. in 3. stopnje so povsem običajne stvari. Da si predstavljamo. Laboratoriji z biološko varnostjo, stopnje 1, 2 in 3, so običajni diagnostični laboratoriji za javno zdravje, ker se zajezijo izbruhi covida. Ukvarjajo se tudi z aviarno gripo, kugo, afriško prašičjo kugo in podobnimi stvarmi. To veliko razkritje, ki ga je naredila Gabardova, lahko prepišete iz ruskega dokumenta, ki sem vam ga pokazal. Lahko si ga prenesete, to je ruski dokument. Vidite, da so v njem točno iste stvari kot v ameriškem dokumentu. Nič več in nič manj. Pravzaprav celo tiste iz ameriškega. Cenzurira tudi nekatere stvari, vendar si ga lahko prenesete, v njem boste našli točno iste zemljevide, iste stvari. Dokument, ki ga je pregledala OZN, je bil popolnoma zavrnjen. Biolaboratoriji 1., 12. in 3. stopnje so 3. So na laboratoriji popolnoma običajni, poleg tega pa še zemljevid. Ne določa časovnega obdobja, v smislu, da so to laboratoriji, ki so obstajali leta 2022. Ali pa so obstajali prej, in če so obstajali prej, glede na to, da so zavzeli Donetsk in Lugansk, bi morali v večini primerov prevzeti nadzor nad biolaboratoriji. Biolaboratoriji. Hvala. Takoj bi se vrgli v to, da bi delali reportaže o teh stvareh. Nič, ničesar, niti tega ne. Kar se tiče Krima, v Donetsku in Lugansku ni nobenih dokazov o kakršnemkoli razvoju patogenih agensov. In potem uporabimo malo logike, bodimo malo teoretiki zarot. Jaz sem Amerika, hočem podžgati Ruse, da napadejo Ukrajino. Grem delat laboratorije, ki ustvarjajo biološko orožje za množično uničevanje, patogene v laboratorijih 4. stopnje v Ukrajini. Država, v katero se Rusi najlažje infiltrirajo, kaj? Esistere? Pred njihovimi očmi. In Rusi od leta 2014 do danes
niso uspeli dokazati ničesar glede vseh teh laboratorijev, čeprav imajo ogromno sposobnost infiltracije v državo in na meji. Seveda, ker jim moramo olajšati stvari. Hvala Indriju, Broken Bulbu, prenosom v živo v parametrih, najboljšim cepivom proti nevednosti. Želim vam ves možen uspeh, vse najboljše za vaš projekt. Hvala, počakajte, ker te zgodbe še ni konec. Poročilo Gabbardove ne prinaša prav nobenih dokazov, pravi. Končno smo razkrili, da obstajajo ta prikrita financiranja. Ta financiranja so prikrita. Dokument Verduranič. Rilasciato americano Ki jih lahko mirno najdete. tranquillamente online. Ministrstvo za obrambo, sodelovanje glede zmanjševanja programov, Roberto hvala, sodelovanje glede zmanjševanja bioloških programov in dejavnosti. Izogniti se v Ukrajini. Vse je javno. Ti dokumenti so objavljeni s strani ukrajinske države, ameriškega zunanjega ministrstva, ukrajinskega veleposlaništva, ameriškega veleposlaništva, ukrajinskega veleposlaništva, ameriškega veleposlaništva in od leta 2005 obstaja ta program. To so stvari, ta program obstaja že od leta 2005. 2005. Združene države vlagajo približno 200 milijonov v Ukrajino že od leta 2005 za podporo. 46 ukrajinskim laboratorijem, diagnostičnim centrom in tako naprej. Za povečanje ravni biološke varnosti in nadzora glede ljudi in živali. Vse je objavljeno. Ni nobenega razkritja ničesar. Vse je javno. Torej imamo v bistvu direktorico nacionalne obveščevalne službe, ki predeluje dokument, ki je v resnici že označen kot zaupno. Gor da ameriški žig. Piše, da je deklasificirano, vendar je analiza narejena na podlagi odprtih virov, ki so po svoji naravi odprti, torej tukaj ni ničesar za deklasificirati, kar razkriva to veliko zaroto financiranja biolaboratorijev, ki je javna. To je pogodba, ki jo je mogoče prenesti tudi z ukrajinskih spletnih strani. Med Združenimi državami Amerike in Ukrajino. Podpisano 29. avgusta 2005. Gremo na stran 3. Sporazum med Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike in ukrajinskim ministrom za zdravje. Glede sodelovanja na področju preprečevanja in širjenja tehnologij patogenov in drugih stvari, ki se lahko uporabijo pri razvoju biološkega orožja. Vse je javno, ni nobene zarote, nihče ni skrival teh stvari tukaj. Potem pustimo, kaj pravijo novinarji na eni ali drugi strani in tako naprej. Vse te stvari sem našel na spletu. Na spletnih straneh tistih, ki naj bi teoretično vse skrivali, torej Ukrajincev in Američanov, To je vse. Vse so javno dostopne stvari. povezave najdete v opisu. Torej tudi ta zgodba, da je razkril, kdo ve, kakšen neverjeten dokument, je vse javno dostopno. Ne več in ne manj. Lahko si jih prenesete sami. Po drugi strani pa ameriško veleposlaništvo v Kijevu objavlja te stvari. Poglejte, vse povezave vam bom dal v klepet, ker vire vedno objavim. Vedno na koncu. To je ameriški dokument iz leta 2019, ki govori o financiranju. Prejšnji je bil dokument veleposlaništva. To je dokument ameriškega ministrstva za obrambo z dne 11. marca 2022. Vsi ti dokumenti so na voljo za prenos. To pa je sporočilo za javnost Tulsi Gabbard. 4 diapozitivi, pobrani tu in tam. Mislim, to so vse stvari, ki niso skrivnost, ne več, ne manj. To je originalni ruski dokument. Zadnjo povezavo sem vam dal v klepet. To je povezava do ZN, ki je že videl dokument, ki so ga Rusi predstavili leta 2022. To so vsi dokumenti, ki jih lahko brez težav prenesete. Dal vam bom izvirne povezave, niti ne skrajšanih povezav, ki jih naredi YouTube ali Telegram. To so neposredne povezave do spletnih strani, ki jih gostijo. In to je izvirni dokument podjetja Black & Veatch.
Z njihove spletne strani. Kakšen je nauk zgodbe? Ne vem, zakaj je to storil. Ampak z logičnega vidika nima smisla. Res nima smisla. Prav to, da. Izjaviti, da razkrivaš dokumente, ki so že odprtokodni. Ampak niso odprtokodni, zato ker so jih oni vzeli kot odprtokodne in nato ponovno analizirali. Ker mi nobene analize dobesedno vzamejo ruske diapozitive in celo nekatere dele cenzurirajo. Ampak dejstvo je, da so vsi ti dokumenti že več kot 15 let javni. Dogovori so iz leta 2005, nekateri iz leta 2019. In tako naprej. Torej, edini smisel takšne operacije je reciklaža informacij. Torej, ustvariti lažno pripoved, ki temelji na stvareh v narekovajih, tokrat po ameriškem vzorcu, namesto ruskega, ki je bil seveda vpleten v zadevo. In zato, po mojem mnenju, so to objavili Američani. Če to rečejo tudi Američani, potem je gotovo res. V resnici, če si človek ogleda vse stvari, ugotovi, da je to popolnoma lažno. Torej, naj si vsak ustvari svoje mnenje. Dokumente sem vam pokazal, lahko si jih ogledate. Torej, po mojem mnenju to ni stvar mnenj ali kaj podobnega. Poglejte si, kaj je klasifikacija ravni biološke varnosti. Tudi ruski zemljevid ne prikazuje nobenega laboratorija 4. stopnje. V Ukrajini to so 4 prosojnice, ki jih je objavil urad direktorja Nacionalne obveščevalne službe. Vsi podatki, ki so tukaj noter, so neposredno vzeti iz ruskih prosojnic. Tudi DC jih niso predelali. Vzemi isti zapis in ga predelaš, samo narediš tabele. Ne, niti tega niso naredili. Dobesedno kopiraj in prilepi s programom Paint. Torej, to je ta nivo. Opazite, katere dele je cenzuriral. Deli, kjer je bilo očitno, da gre za star dokument in da izvira iz ruskega dokumenta. Gabardova ga je odtajnila 23. aprila 2026. Škoda, da je ta stvar že 4 leta na spletu. Nič več in nič manj. Torej, zakaj se toliko govori o teh biolaboratorijih? Ker če vzamete 2, ki klepetata, in eden je proruski, drugi pa ni proruski, bo tisti, ki ni proruski, zanikal, da obstajajo. Ker je zapleteno razložiti stvari. Proruski pa bo rekel, da obstajajo, ker to potrjuje Tulsi Gabbard. Te stvari niso stvar mnenja. Če vzamem ruski dokument in je enak dokumentu Gabbardove in isti ruski dokument je res zelo slabo narejen, potem o goljufivem namenu te operacije ni kaj dosti zapovedati. Mimogrede, malo preden zapusti pisarno, ker bo kmalu odšla. Vprašanje je bilo, to je dobro vprašanje. Ampak Mala Hajranova je dobro vprašanje. Ampak če bi bili 2005, je vprašanje, ali jih je bilo treba narediti prav v Ukrajini? Ne, niso jih, če bi jih morali narediti v Ukrajini. Ali so to naredili? Poglej, to vprašanje je fantastično. Večina laboratorijev ni bila ustvarjena, ampak so že obstajali in so iz Sovjetske zveze. Ko imaš patogene določenega nivoja, jih je težko odstraniti. Torej, bila vsaj polovica teh laboratorijev sovjetskega izvora. In Ukrajinci so jih seveda obdržali. Bili so nevarni, ker niso imeli veliko denarja, da bi jih lahko se vzdrževali. Torej, Američani, če pogledaš, kaj piše v sporazumu iz leta 2005, so jih dali tudi razstaviti. Malo je bilo tudi v smislu, da poglejmo denar za vzdrževanje nekaterih, druge je treba razstaviti, upravljati in tako dalje. S podporo tujega denarja. Kjer je bilo vključeno, ne morem vam prebrati, 100 milijonov je bilo v dokumentu. Ampak je bilo vključeno tudi v sporazum o razgradnji jedrskega orožja. Tudi to je bilo, bil je tudi govor o razgradnji jedrskega orožja. Vključene so bile vse vrste orožja, ne samo bakteriološko, laboratoriji, take stvari. Šlo je prav za to,
da pomagamo pri upravljanju vsega tega. Če greste prebrati tisto iz leta 2005 o širjenju orožja, se veliko govori tudi o jedrskem orožju, ne samo o biološkem, in to je zanimivo. Poglej, želi uresničiti sporazum med Združenimi državami Amerike in Ukrajino o pomoči Ukrajini pri odstranitvi strateškega jedrskega orožja in preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje. Torej se je nanašalo tako na jedrsko orožje, ki je bilo že odstranjeno, in to je bilo seveda obravnavano prednostno. Prej ti laboratoriji niso bili neuporabni, opravljali so tudi družbene funkcije in jih še vedno opravljajo. Vse to je bilo seveda narejeno v sodelovanju z epidemiološkim zdravstvenim centrom v Kijevu, drugimi raziskovalnimi inštituti v Odesi in drugih krajih. Torej gre za širši program. To je del programa. Vse so bili v njem seveda tudi študije patogenov in podobne stvari. Torej niso jih ustvarili iz nič, pomagali so tudi ohranjati stare stvari, dediščino iz sovjetskih časov. Torej gre za veliko širšo zadevo. Človek bi moral prebrati celoten dokument, da bi razumel, koliko drugih stvari je ta sporazum urejal. In to financiranje ni zajemalo samo biolaboratorijev in podobnega, temveč tudi plin, kemična sredstva in še veliko drugih stvari. Poleg jedrskih zadev. Torej niso vsi stari laboratoriji. Zagotovo obstajajo tudi laboratoriji, ki so bili na novo ustvarjeni. Ker je bila oprema morda stara in v tisti regiji je ni bilo niti enega, ampak jih je bilo veliko že odprej. Ni naključje, da ruski zemljevid vključuje tudi zelo, zelo stare stvari iz sovjetske dobe. Dokumenti so narejeni in Rusi so narejeni na pamet. Dejstvo, da označiš, da je nekje približno na Krimu laboratorij, ne pomeni ničesar. Tisti, ki je prišel na napačno mesto, Černik je prišel na napačno mesto. Torej, Rusi ne poznajo geografije Ukrajine. Težko verjamem, da delaš poročilo o tistih, če imaš 100 strani o tem, kje so laboratoriji, ki jih prijavljaš. In nisi sposoben označiti na zemljevidu kraje v Černi, ki so popolnoma napačno postavljeni na zemljevidu. Nekateri laboratoriji so dodeljeni mestom, drugi regijam, približno tako. Torej ti razumeš, da je zemljevid narejen tako zaradi čigave napake? Ker ko vprašaš umetno inteligenco, naj naredi približen zemljevid, se lahko zgodi kaj takega, da naredi napako. Zaradi bližine je verjetno zamenjala kdo za koga. To sta 2 kraji z enakim imenom, vendar je eden vas z 10 hišami, drugi pa je bila prestolnica. Veliko je napak, prav zaradi približnosti, značilnih za eno generacijo. Nekaterim umetnim inteligencam niso bila dana prava navodila. In jo je naredil bolj ali manj, ker če mi kdo hoče prodati, da Rusi ne poznajo geografije Ukrajine, naj si misli svoje, kot bi rekel nekdo. Torej, kot vidite, imate že vse dokumente, si jih prenesete, jih pogledate, jih primerjate in lahko mirno vidite, da gre za kopiranje in lepljenje. Ne več, ne manj. Ne, morda niso imena, ki jih je Rus translitteriral za nišo tistega, ki je to naredil. Poročilo so Rusi pripravili v angleščini in ga predali OZN. OZN. Torej ni napak, ne več, ne manj. In morda to sploh niso edine težave tega poročila. Tukaj pridemo do še enega vprašanja, ki ga je treba razjasniti, saj se v tem obdobju dogaja kar precej zmede. Pred nekaj dnevi je bilo kot običajno bombardirano in zadet je bil praktično zgodovinski filmski studio v Kijevu. Nekdo bo rekel, no kakšen pomen ima filmski studio Dovženko, o katerem sem govoril, tam so hranili tudi zgodovinske filmske trakove in podobne stvari. In nekdo bo rekel, zakaj govoriš o teh stvareh? Zato, ker lažejo. Zdaj prihaja ven ta zmeda okoli biolaboratorija,
ki ničesar ne dokazuje. Ker če potem nekdo prebere poročilo Gabare, piše samo, da so odkrili financiranje, ne pa tudi, da so odkrili, da so razvijali kaj ali kaj podobnega. To vrže ven in pusti, da si vsak ustvari svojo različico. Trik je prav v tem, da izkoristiš svojo avtoriteto pri oblikovanju govora. Ampak jaz ti ne povem, kaj sem v resnici našel. Povem ti to bolj splošno, tako da si sam ustvariš svoje zaključke. Oni ne dajo svojega pečata, pravimo. Pravimo, da smo to videli. Praktično so bili prizadeti ti filmski studii, Dovženka, uničena je bila zbirka kostumov, filmskih trakov, takšne stvari. V Ukrajini. In okoli krožijo nekatere fotografije. Kot lahko vidite, so to izvirni posnetki zaslona iz videoposnetka, ki so ga objavili ukrajinski organi. Zakaj je nastala zmeda? Zdaj vam bom razložil izvirni video. To je video, ki ga širi ruska propaganda, to so posamezni okviri, ni pravi video. Posamezen okvir. Opazite te pločevine s temi luknjami. Praktično Rusi prikazujejo, da so Ukrajinci v resnici v studiu izdelovali drone, ker naj bi to bila krila dronov. Vidite, da se luknje ujemajo. Pravzaprav je teza proruskih, da so v tem zgodovinskem studiu izdelovali drone. Obstajata dve majhni težavi. Ena. Droni niso narejeni iz pločevine. Droni so narejeni iz izjemno lahkega materiala. Če bi imeli to težo zgoraj, bi bili vsi zmečkani prvo. Drugič. To je redar. To je originalni video ukrajinskega televizijskega dnevnika. Se postavi na bok. Zdi se, da so tudi zarjaveli, vendar je plastični material, iz katerega so narejeni droni, zelo lahek. S tako težo bi bili vsi zmečkani. Namesto tega se zdi, da so iz pločevine, ker veš, zdi se, da so iz pločevine. Ker je umetna inteligenca, ki so jo uporabili za manipulacijo zaslonov v videu, naredila upscaling. To je tisto, kar so pokazali Rusi. Opazite, da se lepo vidijo opeke, lepo se vidijo krila dronov in tako naprej. To je originalni video. Originalni video seveda je nekoliko slabši. So bolj ali manj, recimo, so gruče, tam so razne krame od uničenja, ki jih ni mogoče dobro razumeti. To je originalna slika, to pa je slika, ki je bila spremenjena z izboljšavo ločljivosti s pomočjo umetne inteligence. Zdaj, če je kdo uporabljal Photoshop, jaz ga pogosto uporabljam za izdelavo naslovnic, če želim odstraniti recimo ta drevesa iz Photoshopa, mu naročim, naj mi zapolni praznino s približkom. Se pravi, vzame elemente, ki so najbližje, in mi praktično zapolni tudi tisti del tam, izkoriščajoč kontekst. V redu, kontekst. Kakšen je problem, ko narediš povečanje ločljivosti? Smešno je, da se v nizkoločljivostni različici, prikazani v ukrajinskem videu, jasno vidijo razdelki pločevine, medtem ko v tako imenovani visoki ločljivosti, ki so jo objavili Rusi, razdelki pločevine izginejo. In pojavijo se tudi opeke, kot lahko vidite, tukaj jih ni, tukaj pa so. Tako deluje povečava slike. Ali ko Photoshop poskuša zapolniti tisto, česar ne razume, z nečim, kar razume. Tako ta kup neprepoznavnih ostankov praktično postane kup opek. Zapolnil je s tistim, kar je imelo smisel, nič več in nič manj.
Temu se reče zapolnjevanje glede na bližnji kontekst. To je funkcija, ki jo imaš v Photoshopu in v različnih umetnih inteligencah. Morala. Izgovor je bil, da niso napadli studija kot studio, ampak zato, ker so tam izdelovali drone. V resnici, kot lahko vidite na originalni sliki, te podobnosti sploh ni. Saj glede na to, kako so narejeni, to nima nobenega smisla. Materiali, iz katerih so narejeni droni, bi bili uničeni pod težo teh zidakov. Tukaj lete, te igrice se dogajajo zelo pogosto in ljudje nasedejo, ker seveda glede na ideologijo ni pomembno kdo. A si želiš iti pogledat, kakšne so stvari v resnici? Kako stvari dejansko stojijo? Prejdimo k zgodbi tega lika, ki je precej poseben. Seveda. Tudi tukaj govorimo o Simeonu Šepeskemu, ki je ruski disident, ki je živel na Poljskem, blizu beloruske meje in se je ukvarjal z veliko, recimo, umetnostjo, ki je seveda Putinu šla na živce. Ampak moram biti tukaj pošten. Vsi te super pro-Ukrajinci, atlantisti in tako naprej, tega človeka prikazujejo kot ubogega reveža, antiruskega umetnika in podobno. Torej, hvala. Ja, ampak je še nekaj drugega. Ni napadal samo Putina, Kadirova in tako dalje. In zato obstaja cela zgodovina tudi ljudi, ki so jih Rusi ubili ali lovili, pilot, ki je pobegnil v Španijo in tako naprej. Zato je zelo verjetno, da je bil moteč. Ampak bil je moteč tudi za Ukrajince. Tukaj vidimo nekaj njegovih slik, ampak on je tudi sam ustvarjal te slike. Torej, to je slika, ki jo je naredil tudi on sam. Kjer je Čermak, ki drži v naročju Zelenskega, Zelenski, narisan s karikiranimi judovskimi potezami in velikim nosom, ki lula za tistega, ki je očitno kozak. In enako, na drugi strani, Putin na svojih. Torej, to je kritika, kjer se oblast praktično smeji in lula po revežih obeh narodov, ki se v resnici borita med seboj, kot lahko vidimo. Si pritiskata oči drug drugemu. Torej, za to njegovo kritično propagando presodite sami, na eni in na drugi strani. Končal je tudi na spletni strani Mirozvez, ki je ukrajinska stran, kjer prijavljajo praktično osebe, ki so proti Ukrajini ali pa so iskane zaradi svojih dejavnosti proti Ukrajini. Torej, ni bil priljubljen ne pri Ukrajincih, ne pri Rusih. To vam povem zaradi poštenosti, samo da razumete, da je bil nekoliko kontroverzna osebnost. Vendar pa so na Poljskem v resnici ujeli dva Belorusa, ki sta poskušala vstopiti v belorusko ambasado ali konzulat na Poljskem. Torej, vemo, da sta bila dva Belorusa, zato Ukrajinci verjetno ne bi uporabili Belorusov. In skoraj 90% njegove umetnosti, propagande in kritike je bilo usmerjenih proti Putinu, Kadirovu, Grasimovu, Šojguju in tako naprej. Torej, glede na precej obsežno zgodovino ruskih dejavnosti proti disidentom, je zelo verjetno, da so naročniki Rusi. Torej, pokazal vam bom tudi aretacijo. Običajna je tehnika ta, da nekoga kupijo, mu dajo nalogo, ga plačajo s kriptovalutami. To je aretacija enega od dveh, ki sta poskušala. V konzulatu ali na beloruskem veleposlaništvu na Poljskem. Policija ga je ustavila prav pri vhodu. Morda so pričakovali, da bo to naredil. Torej, vsaj enega od obeh so, ne vem, mislim, da so prijeli tudi drugega. Tudi drugi je bil areteran. Vendar mi zgodovina pravi, da so z veliko verjetnostjo bili Rusi. Obstaja dober uporabnik X, ki me tudi spremlja, ki je naredil rekonstrukcijo vseh primerov. Ne samo tistega Simeona Šepeckega, karikaturista in tako naprej.
ampak tudi vse, kar se je zgodilo prej. Naprimer, februarja 2024 so Maksima Kuzminova, ruskega dezerterja, ki je predal helikopter Ukrajini, našli ubitega v Alicanteju v Španiji. Marca 2024 je bil Leonid Volkov, sodelavec Navalnega, napaden s kladivom pred svojo hišo v Vilniusu. 2 Poljaka sta bila nato aretirana na Poljskem. Objavijo tudi nekatere preiskave. Poljaki, ki kažejo, da se je število aretacij zaradi primerov vohunjenja in sumov povečalo za približno 10-krat v primerjavi z letom 2022. Marca 2024 je bilo v Londonu požgano skladišče, ki je vsebovalo generatorje in naprave Starlink namenjene Ukrajini. Napad je bil organiziran preko mreže Wagner. In še veliko drugih primerov, kot lahko vidite, ki so vedno povezani z dejanji, izvedenimi predvsem z rekrutiranjem ljudi prek spleta. Jaz te rekrutiram, ti rečem, pojdi narediti tisto stvar, če to narediš, ti pošljem plačilo. Torej tudi, če ujameš celice ali razbiješ celico, sistema ne razstaviš. Ker sistem poteka skozi različne ravni posredovanja. Potem julija 2024 zagorijo vnetljive naprave, zamaskirane kot električni masažerji, v enem izmed skladišč DHL v Ipswichu in Birminghamu. Po zahodnih obveščevalnih podatkih je šlo za ruski preizkus, s katerim so želeli preveriti možnost požiga tovornih letal, namenjenih v Ameriko ali Ukrajino. Julija 2024, če se spomnite, so preprečili načrt za atentat na Armina Papergerja, direktorja podjetja Rheinmetall. Maja 2025 je serija požarov prizadela lastnino povezano z britanskim premierjem Keirjem Starmerjem, 1 vozilo in 2 stanovanji na severu. Iz Londona koordinator, znan na Telegramu kot El Moni, povezan z Name, No Name, Nic, 5-7 povezano s skupino hekerjev itd. Vedno z Rusko federacijo. Torej, kot vidimo in se nadaljuje, kot vidimo, obstaja dolga zgodovina dejavnosti v tej smeri. Torej, zelo verjetno so to oni. Vendar pa tudi Ukrajincem ni bil preveč všeč. Tip je rad napadal vse po vrsti. Imel je pogled na oblast, ki ni bil samo proti Putinu, ampak tudi proti celotnemu establishmentu nasploh. Verjetno je delal karikature tudi drugih voditeljev, take stvari, čeprav se je potem osredotočal. Torej, veliko ljudi me je prosilo, naj govorim o Elviri Nabiullini, ker je Peskov izdal izjavo, da je bolna. Pravi, ne dajemo povoda čudnim teorijam. Ker bi se morala udeležiti foruma v Sankt Peterburgu in še enega prejšnjega srečanja, pa se ni pojavila. In celo Peskov je dal to izjavo. Pravzaprav bi se morala udeležiti tiskovne konference 19. junija, torej čez 2 dni. Torej čez 2 dni bomo vedeli, kje je Nabiullina. Ker če se ne pojavi niti na 3. Nočem, da bi prehlad, ki ga dobila zaradi odprtega okna. In vi veste, ko omenim odprto okno, katera je tradicija recimo, zagotovo je zanimivo videti, da je na forumu v Sankt Peterburgu in na drugem srečanju o bančnih vprašanjih govoril Putin, ne pa Nabiullina. In že nekaj časa je tako. Da se je govorilo o tem, da Nabiullina ni bila naklonjena vojni in že dolgo želi omejiti izdatke, ker je vseeno sposobna, to je treba povedati, ni nesposobna. Glede na razmere v Rusiji bi si lahko samo želeli več takih vodij centralne banke, kot je Nabiullina. Ampak recimo, da je prišla nekoliko v spor s Putinom. In čudno je, da je na zadnjih 2 srečanjih o ekonomskih vprašanjih, obrestnih merah, centralni banki in teh stvareh govoril Putin, ne pa ona. Mimogrede, njen mandat, če se ne motim, poteče leta 2027 ali nekaj takega. Bomo videli, če se bo ponovno pojavila. Vprašali ste me, ampak več kot to, kar je bilo rečeno ali kolikokrat je manjkala, se ne da povedati. Čez 2 dni bomo izvedeli resnico. Če si bodo čez 2 dni izmislili še eno laž, da je še vedno bolna, dopust, bolezni in podobne stvari, nekaj sumljivega je na tem.
Morda je niso odstranili, ampak zagotovo so jo pospremili do vrat. Po mojem mnenju se ni strinjala. Ima ukrepe, za katere ne meni, da so fiskalno utemeljeni, glede na situacijo ruske centralne banke. Poleg tega je bila ena izmed najbolj zaupanja vrednih svetovalk. Vedno je bila ob Putinu, pomislite, da je tam že 10 let, kar ni malo. Odsotnost zaradi bolezni je dobila politične razsežnosti, saj je bila že prej tarča kritik strani ruskih podjetnikov. Zaradi odločitve, da se leta 2024 dvignejo obrestne mere na 21. Ukrepi so imeli cilj zajeziti inflacijo, a so žal povzročili upočasnitev gospodarske rasti 4,9 v letu 2020, 3,1 v letu 2025. Torej bomo videli, kakšna je resnica o Nabijulini čez nekaj dni. Nič več in nič manj. Zato ne bi postavljal čudnih teorij. Vse bo preizkus zelo kmalu. In to bomo izvedeli, če bodo našli še en izgovor, bom tudi sam začel zelo dvomiti. Opazil sem, da v zadnjem času mnogi govorijo o morebitnih ruskih napadih iz Belorusije. Vidim tudi na mnogih spletnih straneh in tudi na YouTube kanalih z analizami, kjer govorijo o možnosti, da bi Rusi uporabili Belorusijo ali vpletli Belorusijo v vojno. Pravzaprav so zadnje izjave, ki jih je dal Lukašenko. Dajo vedeti, da ni pripravljen, da bi se pustil vleči v to. V kakšnem smislu? On to neposredno pove. S tem misli na Zelenskega. Lukašenko se je opravičil Zelenskemu za svoje ostre izjave. Pravi: če se je Vladimir Aleksandrovič Zelenski užalil, se mu opravičujem za te besede. Morda jih ne bi smel izreči, saj je še vedno v vojni. Poleg tega popolnoma razume, da iz Belorusije in še posebej od mene osebno ni pričakovati vojaških dejanj. Hvala. Torej daje vedeti, da so vojaško zelo ranljivi. In če bi Ukrajina začela napadati Belorusijo na enak način, kot napada Rusijo, se oni ne bi mogli braniti. Torej pravi: popolnoma razumemo, da bodo naše glavne življenjsko pomembne strukture, industrija in logistika, pod napadom, kot so povedali. Že so načrtovali 500 takšnih ciljev na ozemlju Belorusije. Torej Belorusija je pripravljena tudi za nas. Če bi napadla Kijev z ozemlja Belorusije, bi se fronta razširila za 1500 km in z daljšnim potekom vojne mi in Rusi ne bi mogli zaščititi tega območja. Mimogrede, v petek bomo imeli prenos v živo z Edvardom Fontano o obrambi Moskve. In tako kot število ruskih protiletalskih sistemov ni dovolj, da bi pokrili vse. Če se spomnite, sem pred časom imel prenos v živo z naslovom Draga Medved, ker sem pokazal, kako so Ukrajinci sistematično na fronti v Hersonu, na Krimu, v Zaporožju uničevali radarje, sisteme za zgodnje opozarjanje, sisteme Buk, Pancir, S-300, S-400. S tem so dejansko ustvarili nekakšno prekratko odejo z tega vidika. Če povežemo napade na Moskvo, na primer tistega na rafinerijo ali prejšnjega, ugotovimo, da so Rusi v položaju, kjer mora Moskva v obrambo. Tudi politično gre v obrambo. Trenutno ima Moskva več protiletalskih sistemov kot celotna fronta v Hersonu, na Krimu in v Zaporožju skupaj. Torej, po eni strani so Ukrajinci uničili, pravzaprav izvajajo ogromno napadov na rusko logistiko na fronti ob cesti Mariupol, Melitopol, Krim, in po drugi strani občasno zbadajo Moskvo in se ne okrepijo. Zato jo je treba braniti. Kar povzroča še večjo porabo, recimo, protiletalskih zmogljivosti strani Rusov. Torej, odeja postaja kratka in je načrtno ustvarjena prekratka odeja glede ukrajinske dejavnosti. To bomo bolje videli v podatkih, ampak poiščite si, najdite si, Medved, tisti prenos v živo izpred kakšnega meseca, meseca in pol, kjer sem prav te podatke prikazoval. In govoril sem prav o tej možnosti. Če potem povežemo stvari z Ukrajinci, ki so prejeli nekaj vodenih bomb od Američanov,
Z evropskim financiranjem so razvili komplet za svoje jadralne bombe. Vedno več se urijo z letali F-16 in Mirage 2000. Poveži vse te stvari in zelo verjetno bodo počasi začeli. Verjetno bodo začeli odmetavati bombe na območjih Hersona, Zaporožja ali kaj podobnega. Ko bo ruski protiletalski sistem na tem območju močno oslabljen ali osiromašen, recimo svoje protiletalske moči v korist bolj občutljivih in politično pomembnejših območij. Zadnja novica, potem pa preidemo na dogajanje na terenu. Ukrajinci so pred nekaj urami razkrili, To novo podvodno plovilo se imenuje Sea Trident, morski trizob, in je v bistvu lep podvodni dron z velikim eksplozivnim potencialom. Če to pride v stik z ladjo iz fantomske flote, ali če pride v stik z drugim vojaškim plovilom, vojaška ladja eksplodira. 1000 kilogramov eksploziva. Tudi most v Hersonu ne bi bil v dobrem stanju, če bi ga zadela dva takšna, ki bi trčila v njegove stebre. In če je tako, jih bomo videli v akciji. Pravzaprav, ko nam jih pokažejo, to pomeni, da so že v uporabi. Tako lahko združim površinske drone s temi podvodnimi droni. To je praktično majhna podmornica. Malce spominja na koncept našega prašiča iz druge svetovne vojne, vendar je popolnoma avtonomen. Lahko gre do 60 metrov globine. Ni ravno hiter. Doseže 10 vozlov, približno 18,5 km/h. Torej bi po več urah prispel v Sevastopol, ali na drugo stran, v Azovsko morje, ali pa na drugo stran, na obalo Črnega morja. Vendar bi plul na globini 50 do 60 metrov, torej zelo težko ga je zaznati. Seveda Rusi imajo svoje sonarno mrežo in tako naprej, ampak to je res lepa polnjena pečenka iz ježa. Da uporabim našo primerjavo, zagotovo ga bomo kmalu videli v akciji. Torej, da zaključimo del z novicami, z razkrivanjem lažnih informacij in podobno. Ukrajinci so zagotovo odgovorili na napad, ki je zadel cerkev in studio, z napadom na rafinerijo v Moskvi. Dejstvo je, da je bila to izjemno pomembna rafinerija, saj je proizvajala vsaj 40% vsega bencina, ki se uporablja v Moskvi. Ampak dejansko je zanimivo, da jim je uspelo zadeti. Kljub okrepitvi obrambnega sistema Moskve, ki ima 3 koncentrične obroče obrambnih sistemov, nameščenih celo na vrhu stavb, žerjavi. Ampak to ustvarja politični problem, ker če je Moskva napadena, morajo še bolj povečati zaščito. In če resnično primanjkuje obrambnih sistemov, potem neizogibno. In to je nekakšen razvoj. Kateri politični problem Moskve je pod napadom? Katero od obeh branišč, če nimaš dovolj? To je situacija, ki jo stvarjajo Ukrajinci in ki jo bodo Rusi morali nujno obvladati. To smo že videli, naredili so to tudi v Sankt Peterburgu. Ravno medtem, ko je potekal mednarodni forum, vendar je bilo to blizu 10 km od ruskega mednarodnega gospodarskega foruma. V ozadju so se videle črne dimne zavese ukrajinskega napada. Torej velika škoda za podobo. Tebe vprašajo, kateri detergent je najboljši. In če vidiš, da iščeš detergente, jaz iščem makete. Mi pokažeš makete. O teh dejavnikih bomo še podrobneje govorili. Vključili bomo vse, kar sem povedal v prejšnjih prenosih v živo. Z vsemi viri, pa tudi raziskave, ki jih je opravil Fontana. Vse bomo združili in imeli bomo še širši, še večji in bolj zaokrožen pogled na to vprašanje. Na Sevastopol je veliko napadov, mesto je dobro zaščiteno, relativno dobro v primerjavi s preostalo Krimom, vendar nekoliko manj, odkar so glavnino flote premaknili iz Sevastopola.
Lahko so prihranili, raje so premaknili protiletalske sisteme in podobno v okolico Rostova. Tako Sevastopol Rusi ne uporabljajo več toliko, prav zato, ker je bil izjemno ranljiv. Torej ni več tako ključen. Raje se omaknejo, naredijo korak nazaj in branijo bolj v globino, ker imajo ukrajinski dronski sistemi vseeno določene omejitve. Poleg tega, večja kot je razdalja, večja je tvoja sposobnost zaznati napad in posredovati. Naprimer, ko so Iranci pošiljali drone nad Izrael, so ti potrebovali 6 ur, da so prispeli, tako da je bilo praktično dovolj časa, da jih prestrežeš, ponovno prestrežeš in tako naprej. Torej, bolj kot se razdalje povečujejo, težje postane. Vendar je treba povedati, da so Ukrajinci našli vedno več ustvarjalnih načinov, kako zagotovo zadeti podvodno grožnjo. Ni pa ostalo prav veliko od ruske flote, oziroma ruska flota zdaj ne prispeva več veliko. K temu, kar se dogaja, občasno sodelujejo le manjše ladje, ki strelijo kakšen raketni kaliber, ki se pridruži splošnemu napadu na mesta. Ampak to je res majhen prispevek. 4, 8, 12 raket, kar v celoti ni več tako pomembno. Poglejmo splošno situacijo. Govorimo o frontah, tako da vidimo dejansko stanje, torej kaj se dogaja. Najprej bi rad razdelil vprašanje na leta 2024, 2025 in 2026. V letih 2024 in 2025 so imeli Rusi nedvoumno pobudo na vseh frontah, nič več in nič manj. Praktično so lahko napadali kjerkoli. Danes ni več tako. Da si boste lažje predstavljali. Razlog, zakaj govorimo, pa ne samo mi, tudi vojska. Tudi ruski blogi govorijo o tem, da je verjetno potrebna še ena mobilizacija. Ker v tem trenutku, kot bomo videli, če so bili prej vsi fronti aktivni na ruski strani, zdaj gremo proti razmerju 50-50. So aktivne in obrambne fronte. Glisič me sprašuje, po tvojem mnenju bi ruski moški po koncu vojne ponovno volili Zelenskega? Absolutno ne. Ne bi ga ponovno volili, če bi sploh volili. Zalužni, Budanov in drugi bi zmagali z veliko prednostjo, ampak on to zelo dobro ve. Potem pa je tako ali tako že povsem izven meja. Razen, če se ne zgodi kaj spektakularnega. Ruska vojska se zruši, ponovno osvojijo meje iz leta 1999-1 in potem bi ga slavili kot junaka. Ampak ponovadi ne. Vojni voditelji običajno nimajo dobre prihodnosti po vojni. Nekateri pravijo, Churchill je učitelj. Je primer tega. Churchill. Torej, razdelimo jih na fronte. Na fronti Kamjanske imamo Ukrajince, ki odbijajo Ruse. Upoštevajte, da so Rusi prišli vse do tega območja. Torej, na tej posebni fronti so Ukrajinci aktivni, izvajajo protinapade, medtem ko so Rusi v obrambi pasivni. Na fronti pri Orihivu oba bolj ali manj mirujeta. Obstaja zadržana ofenzivna akcija s strani Rusov. Ampak res zelo zadržana. Na fronti pri Veliki Novosilki pa Rusi že dolgo poskušajo prebiti in praktično odrezati zboklino, ki se je ustvarila med Veliko Novosilko, Kamjanskim in Orihivom. To je zagotovo aktiven front za Ruse. Obstaja majhen problem. Tudi Ukrajinci so aktivni proti ruskemu frontu severno od Velike Novosilke. Kar zadeva fronto pri Pokrovsku, so bolj ali manj obstali. Rusi na tej fronti, v tem območju, ne počnejo prav veliko. Torej se gleda po strani, majhne akcije, a nič pomembnega. Na fronti pri Konstantinivki so Rusi očitno v ofenzivi. Kasneje vam bom to bolje pokazal s slikami.
Enako velja za fronto pri Časivjaru, Siversko proti Kramatorsku in Slobijansku. Enako velja za fronto pri Limanu, vendar Ukrajinci napadajo fronto pri Limanu s severa, od severa proti jugu, pri Kupjansku. Je situacija bolj ali manj nespremenjena? Na severu je situacija bolj ali manj nespremenjena, torej v Sumi, Harkovu in tako dalje. Torej, ja, Rusi imajo še vedno rahlo prednost glede aktivnih front. Ampak v primerjavi z letoma 2024 in 2025, ko ni bilo nobene aktivne ukrajinske fronte razen Kurska, se je situacija zelo spremenila. In da bi še naprej podpirali napor proti Kramatorsku in Slobijansku, pritiskajo tudi na druge fronte. Viri so praktično poslani za podporo tej fronti tukaj, če pa pogledamo to polmesec, ki se je oblikoval od Limana in Siverska do Kostjantinivke, je jasno, da je cilj tam. In Slobijansk. Nič več in nič manj. Torej, situacija se je z tega vidika popolnoma spremenila. Da bi Ruse ponovno pripeljali na raven aktivnosti, ki jim omogoča pobudo na vseh frontah, kot v letih 2024 in 2025. To ne pravim jaz, pokazal sem vam to že v prejšnjem prenosu v živo. To pravijo vsi vojaki in ruski blogi. Tukaj je potrebna nova mobilizacija. Potrebnih je vsaj še 300 do 400 tisoč ljudi, da bi se vrnili na tisto raven. Tukaj, od vhoda iz San Razkruja, so ljudje in vojaki utrujeni. Želeli bi si, da bi se vse skupaj čim prej končalo. Tudi letališče v Moskvi je polno rezervistov, ki prihajajo in odhajajo. Iskreno povedano je veliko utrujenosti. Tudi zato, ker po 5 letih vojne, ki traja dlje kot druga svetovna vojna, dlje kot prva svetovna vojna doma. Kaj je to prineslo? In ne mi govorite o veterinarni, ki so jo Rusi pred kratkim zavzeli severno od Harkova, ki meri 1,49 km². nič ne pomeni veliko. Še naprej tipajo teren, se infiltrirajo proti Kupjansku, vendar se splošna situacija tukaj ni spremenila. Ukrajinci so trdno zasidrani na zahodni strani, z nekaj prisotnosti na vzhodnem delu in še naprej zaustavljajo morebitne ruske poskuse, ki pa niso več tako siloviti. Siloviti in neprekinjeni, kot so bili v letih 2024 ali 2025. Hvala. Na območju Siverska, Limana imamo Ruse, ki se še naprej infiltrirajo. Obstajajo tudi geolokacije Rusov v središču Limana. Torej, zakaj imamo ukrajinski protinapad severno od Limana? Ker je Liman izjemno pod pritiskom. Zadnje ruske geolokacije, malo pehote resda, so celo v bližini železnice v Limanu. To pomeni, da obramba Limana postaja zelo porozna na nek način. In ta poroznost, to je ruski zemljevid. Zato mi ne govorite, da si izmišljujem ukrajinske protinapade ali kaj podobnega. To je zemljevid ruskega think tanka Ribar. To je prav zemljevid Ribarja, ki nam prikazuje ukrajinski napad severno od Limana, kot lahko vidite. Hvala vsem. Še vedno je označeno kot recimo sporno ozemlje, ampak so prav oni tisti, ki delajo te zemljevide. V resnici je situacija nekoliko drugačna. Če sem iskren, so Ukrajinci v resnici zavzeli polovico tistega, kar je tukaj označeno. Vendar sem opazil, da tudi ruski think tanki v zadnjem času delajo nekoliko pretirane zemljevide ukrajinskih akcij. Imajo tendenco pretiravati ukrajinsko delovanje. Morda zato, da bi upravičili pričakovanja morebitnega zloma na kakšnem manjšem sektorju ali kaj podobnega. Opazil sem, da imajo tendenco pretiravati ukrajinsko ofenzivno delovanje. Ne sprašujte me zakaj, ampak boste videli, to je nekaj, kar se ponavlja. Radi pretiravajo. Torej, celo mi, ki spremljamo te stvari. V resnici vemo, da je ta dejanski ukrajinski predor le polovica tega.
To so iste ruske karte, ki pretiravajo. Ne vem, če je to zaradi notranjih razlogov, morda za obvladovanje morebitnega problema ali za ustvarjanje alarma. Ne vem. Vendar vam lahko povem, da ruske karte v tem obdobju pretiravajo bolj kot ukrajinske karte, glede istih ukrajinskih akcij. Zanimivo, zanimivo. Tukaj lahko vidite akcijo, ki jo izvajajo Ukrajinci. Hvala. Rusi pa se na drugi strani še naprej infiltrirajo. Pravzaprav, ja, nekakšno predhodno opozorilo ali pa obvladovanje problema, ki se dogaja. Medtem ko se Rusi infiltrirajo v Iman, so napadeni strani. Pravzaprav je tam Azov, če bi kdo vprašal, kdo je tam Azovov korpus. Treba je omeniti, da medtem ko se to dogaja, seveda prihajajo tudi od spodaj, da bi recimo odstranili ta palec. Ta ruski prst, ki se je zarinil severno od Imana. Treba je omeniti, da medtem ko doživljajo ta napad severno od Imana, Rusi medtem še naprej poskušajo zavzeti mesto z južne strani, medtem ko upajo na to, kar se dogaja na severu, mimogrede. To je nekoliko pretirana ruska karta, saj že prikazuje skoraj v notranjosti Limana, kot da so zavzeli več četrti. V resnici nimamo geolokacije, ki bi potrjevala zavzetje kateregakoli dela Imana. Na ruski strani pa obstajajo geolokacije za nekaj ruskih pešakov. Kot smo rekli, precej dlje od območij, kjer približno vemo, da so Rusi. Tukaj govorimo celo o železnici. Torej, to pomeni, da so njihove infiltracije ustvarjajo več ali manj enako situacijo v Limanu, kot se dogaja v Kostjantinivki. Z veliko verjetnostjo je situacija v Limanu bolj tragična, kot nam prikazujejo ukrajinski zemljevidi, ker ukrajinski napad z Azovom in njihovim armadnim korpusom, ki je elita elite, uporabiš takrat, ko moraš rešiti že izjemno kritično situacijo. In dejstvo, da obstajajo geolokacije ruskih pešakov tako globoko v Imanu, skoraj za hrbtom Limana, me navdaja z mislijo, da nam ne povedo vsega. Kar se tiče Limana, mislim, da so se Rusi že utrdili vsaj v predmestih, in da začenjajo početi točno isto stvar, kot jo počnejo pri Kostjantinivki. Poskušajo zavzeti Liman z obeh bokov. Torej napad, ukrajinski protinapad, služi temu, da poskušajo nekoliko izboljšati situacijo ali preusmeriti pozornost. Ruske rezerve. Zdi se, da so Rusi trenutno bolj zainteresirani za to, da pošljajo rezerve za zavzetje Limana, kot pa za to, da bi zajezili situacijo. Malo bolj na severu. Kot smo videli glede terena, je zanje zagotovo pomembneje zavzeti Liman kot logistično bazo, da se nato približajo Slavjansku. S severa, upoštevajte, da je Liman tukaj zgoraj, Malo bolj na severu, zato dajejo prednost temu, namesto ozemlju, ki so ga zavzeli na severu. In opaziti je treba, da tudi ofenzivna prizadevanja, ki jih Rusi izvajajo iz Siverska in iz Časivjara, služijo dvema osnovnima namenoma. Eden od njih je, da počasi napredujejo proti Mikolajivki, kjer je vseeno nekoliko dvignjeno območje, od koder bi Rusi lahko uporabljali drone po celotnem območju. Dejansko, kot potrjujejo tudi ukrajinski viri, je cesta proti Kramatorsku že pod nadzorom ruskih dronov. Ne pravim jaz, pokazal vam bom ukrajinski članek. Torej, to dokazuje, kako se je povečalo območje, kjer potekajo boji, saj sta že Kramatorsk in Slavjansk, ki sta tehnično mesti na fronti. Ruski droni prihajajo in napadajo vozila na cestah. Poglejmo situacijo v Kostjantinivki, ki je tudi najbolj razpravljena. Torej, na eni strani imamo Ruse, ki morajo varčevati z močmi, da bi ohranili fronte, ki jih resnično zanimajo, mislim, da tudi na politični ravni. In na drugi strani imaš Ukrajince, ki se za vsako ceno, z vsemi močmi trudijo obdržati Kostjantinivko in Liman.
Ker če obe padeta, se potem neizogibno naslednja bitka začne resnično tik ob Kramatorsku in Slovjansku. Mislim, da je to za Ruse ključno vprašanje. Ker bi zavzetje Donbasa seveda pomenilo prvo senco zmage, ki bi jim lahko dala izhodno karto iz te vojne. Reči, zavzeli smo Donbas, osvobodili smo ga, to je bil eden od ciljev. In tako naprej. V resnici bi kdo vprašal, ampak zakaj ste potem pritiskali proti Zaporožju? Zakaj ste pritiskali proti Sumiju? Zakaj ste hoteli zavzeti Kupjansk in tako naprej? No, jasno je, da gre za zmanjšanje ciljev. Glede na razpoložljive vire preprosto nimajo enakih. Ja, prilagajajo se, zmanjšujejo cilje in se prilagajajo na minimalni cilj, ki pa je še vedno cilj. Če je bil cilj v letih 2024 in 2025 ta, da bi z napadi na vseh frontah povzročili zlom Ukrajincev, in bili so zelo blizu temu, saj so, če se spomnite, presegli zadnje ukrajinske obrambne linije. Tako zelo, da so prišli do Skale, do Azova. Torej, ali je to problem, ni problem, ni problem. Najboljše enote? Za konec govorimo o poletju lanskega leta. Zdaj so Rusi ugotovili, da takšen tempo pritiska in takšni stroški v letih 2004 in 2005 niso vzdržni. In zato dajo prednost tem ciljem z razpoložljivimi viri. Druga stvar pa je, kaj počnejo Ukrajinci. Ukrajinci skušajo upočasniti Ruse pri približevanju v Donbasu, torej Kramatorsku in Slovjansku, hkrati pa skušajo izkoristiti dejstvo, da Rusi odvzemajo vire z enega območja, da bi jih okrepili drugje in tako ustvarjajo napade ali morda celo kakšno omejeno ofenzivo tam, kjer Rusi dejansko črpajo vire. Neizogibno bodo udarili na najšibkejših točkah. To deluje v obe smeri. Naj razložim bolje. Če Ukrajinci napadejo in oslabijo ista območja, iz katerih Rusi črpajo ali jih ne oskrbujejo, ker morajo skrbovati druga, ustvari se ali pogoj za protinapad in ponovno zavzetje ozemlja, ali pa pogoj, da morajo Rusi preusmeriti vire z območij, kjer napadajo, da bi zakrpali območja, kjer so v obrambi. Če to ni dovolj, torej oba načina, za Ukrajince deluje v tem smislu, da če Rusijo slabijo območje, bi lahko Ukrajinci to izkoristili in ponovno zavzeli položaje. Če ne, če pa preusmerijo vire od glavnega napora, je tudi v redu. Enako. Za Ukrajince to pomeni, da bi lahko bolje branili Kostentinivko, Liman, Siver, Tramatov, Slovjansk, Druživko in vsa ostala mesta. Torej, kako vidite to vrstno strategijo, pasivno, aktivno, ki se prilagaja glede na situacijo? Po mojem mnenju je to primerno za Ukrajince. Priklenejo jih na mestu in izkoristijo situacijo, ocenijo, ali je priložnost ali ne. Glede na trenutni tempo ruskih prodorov na območju Kostentinivke, bo Kostentinivka zelo verjetno padla ali pa bo skoraj v celoti v ruskih rokah to poletje. Pri trenutnem tempu smo približno v podobni fazi kot pri Pokrovsku. Ruskih infiltracij je veliko več, kot jih je potem recimo prikazanih ali opisanih. Pleframi je posredoval to ukrajinsko poročilo. Ukrajinsko, torej ne nekaj drugega. Zato vam ga povem z njihovimi besedami. Pričevalci pravijo, da se te dni v Kostentinivki odvija glavna bitka poletne kampanje leta 2026. Naslednji tedni bi lahko bili odločilni za ključno mesto v regiji Donetsk. Rusi so se tako razširili po mestu, da jih spraviti ven od tam je lahko zelo zahtevna naloga. Ukrajinske oborožene sile tvegajo, da izgubijo Kostentinivko. Ponovno poudarjam, to so intervjuji s poveljniki, ki branijo to smer. Večina izmed njih je pristala, da govorijo o situaciji v mestu pod pogojem, da ostanejo anonimni. Zato povedo precej iskrene stvari. Oni pravijo, da sovražnik pod krinko, recimo drevesnih pasov, ker so polja vedno razdeljena s temi linijami,
kjer lahko izkoristiš razdelitev polja. Prodali so noter s pehoto. Prvič je bil sovražnik zabeležen v mestu oktobra 2025. In že gre za ogromno infiltracijo, ki se je zgodila že spomladi 2026. Sovražnik se pod kritjem zelenja začne neposredno infiltrirati v mesto. Njegove skupine, ki so se infiltrirale v mesto, so že precej številčne. In naša pehota se že bori v urbanih bojih na obrobju same Kostjantinivke, pravi poveljnik bataljonov dronov 28 mehanizirane brigade. Če preberete ta članek, ki je zelo zanimiv, vam ga bom približno povzel. Povzetek pa je zato, da vam pokažem, od kod izvira vir. Vsi ukrajinski poveljniki so bolj ali manj vsi pesimisti. Jasno pravijo, da če je že 250 do 300 ruskih pešakov noter, so njihove možnosti, da jih pošljajo nazaj, zelo majhne. Preseženi so po številu. Poleg tega sta Klemen Molin in tudi številni drugi analitiki pokazali, da obstaja veliko geolokacij teh dveh cest. Za Kostjantinivko je praktično pokopališče vozil. Enako potrjuje tudi ta intervju z več ukrajinskimi poveljniki na območju Kostjantinivke, Kjer pravijo, da ja, še vedno lahko logistično nekaj pripeljamo, peš ali z droni, ampak iti tja z vozilom je nepredstavljivo. Cesta je praktično na muhi ruskih dronov, zato je tam ves čas pokopališče vozil. V prejšnjih prenosih v živo sem vam pokazal nekaj satelitskih posnetkov. Te ceste so vse posejane z uničenimi vozili. Torej pravijo, da še vedno uspejo oskrbovati svoje enote znotraj Kostjantinivke, vendar na vedno bolj omejen način. Torej, če se število ruskih pešakov poveča in utrdi znotraj mesta, so naše možnosti, da jih izženemo, izjemno majhne. Preprosto jih bomo skušali zadržati in pridobiti čas. Pridobiti čas zakaj? Da bi še naprej utrjevali zaledna območja, vse te linije, ki jih ustvarjajo. In tukaj lahko vidimo, kakšen bo rusko napredovanje. Zavzetje Kostjantinivke ni tveganje za izstrelitev, da bi prišlo do eksplozije. Kostjantinivka ni odskočna deska za napad. To je nenavadno. Da obstajajo tudi videoposnetki, dokumentirani strani Kyiv Independent in tako naprej. Kar zadeva cesto, ki prihaja, je to odskočna deska. Kostjantinivka oziroma Konstantinika je praktično razdeljena na dva dela z reko. Zato je tam Ukrajincem lažje. Odskočna deska je odskočne deske za infiltracijo se ustavijo prav tam, kjer so ti bregovi reke. Torej v resnici je območje, ki ga Ukrajinci najbolje branijo, prav ta zadrževalni pas. Tukaj, to območje. Druga območja je veliko lažje infiltrirati. Rusi prihajajo skozi Ilinivko, Berestove, prihajajo s severa. Neizogibno je, da se bo obroč počasi zaprl. In tako je mesto bolj ali manj izgubljeno. To pravijo tudi poveljniki. Vprašanje je, kako in kdaj. In prav ta, kako in kdaj, je za Ukrajince odločilen. Ker ta, kako in kdaj, če pade konec poletja, se Rusi znajdejo v deževni sezoni in nato v zimi. To bi jim dalo veliko časa, da utrdijo položaj v ozadju. Po drugi strani pa je situacija v ozadju zanimiva, ker če pogledamo na zemljevidu, je položaj Kostjantinivke dejansko v dolini. Vse to območje tukaj je nizko. Torej, Rusi, če bodo zavzeli Kostjantinivko, ne bodo napredovali po cesti navzgor. Z veliko verjetnostjo bodo skušali izkoristiti fronto severno od Časivjara, združiti ti dve fronti, torej tisto, ki je bila južno od Siverska pred Bahmutom, predstavljajte si, da je Bahmut tukaj, in poskušali prevzeti nadzor nad tem območjem tukaj. To območje je hribovito območje, ki se nahaja praktično za Olksevo Drujuko. Če zavzameš to hribovito območje, nadzoruješ tudi cesto, obe cesti, ki povezujeta Olksevo Drujuko in Drujuko s Kramatorskom, Kramotarjem in Slovjanskom. In od tu bi ruski operaterji dronov
praktično lahko delovali iz Krasivke bolj ali manj po celotnem območju. Torej, zelo verjetno bodo poskušali zavzeti te vzpetine, odrezati Olksevo, Drujivko in Drujivko, ter hkrati poskušali zavzeti ta kraja, s čimer bi prisilili Ukrajince k evakuaciji proti Kramatorsku, Kramotru, Slovjansku. Ampak pot, ki jo bodo Rusi ubrali, ne bo neposredna cesta vzdolž doline. Bo ta, da zavzamejo hribe. Na ta način. Zato mislim, da bodo poskušali zadušiti cesto nad Olksevom, Drujivko in priti tja z juga, ko bodo Ukrajince prisilili v umik. Torej, prava bitka za Kramatorsk, Kramotr, Slovjansk se bo v bistvu odvijala okoli tega območja. Ukrajinci skušajo zadržati Mikolajivko, ker so tam vzpetine, torej bo to najverjetneje na koncu fronta. Ko bodo zavzeli Liman, bodo Rusi poskušali priti tudi z druge strani. To je odločilna bitka. Glede na trenutno hitrost morate upoštevati, da ni mogoče ocenjevati stvari, če predpostavljamo, da bo vse ostalo stabilno. V resnici, če se jutri Putin zbudi, nekaj 100 metrov nekdo drug. 200, 220, 240, to je višinska razlika, ki je na tistem območju. Mislim, da ne več kot 260, da si predstavljate. Ampak v svetu dronov teh 200 metrov zelo vpliva na komunikacijo z dronom. Tisti, ki je spodaj, je v slabšem položaju, ne zaradi vidljivosti, ampak zaradi komunikacijske linije. Če se vrnem na to, kar sem govoril glede časovnic in tega, kar se dogaja, je težko misliti, da je vse konstantno. Kot sem rekel, če jutri mobilizirajo 500.000 mož in ponovno postanejo aktivni na vseh frontah, se lahko stvari pospešijo, ampak predpostavimo, da ostanejo na trenutni ravni. Najbolj optimističen časovni okvir za Ruse je zavzetje Kostjantinivke med poletjem. Linija jesen, zima, hribi. Za zavzetje Kramatorska in Slovjanska govorimo o koncu leta 2027. Za trenutno zavzetje Slovjanska 2027. To velja, če ostane vse stabilno, pa ni tako. Tako na ukrajinski kot na ruski strani. Ampak predpostavimo, da ostane vse stabilno, približno na ravni sil, prodorov, hitrosti, predvsem znotraj urbanega okolja ostaja tako. In opazili smo, da če je v tej vojni kaj stalnega, je to, da ko je urbano območje branjen, traja za zavzetje mesta, tudi če je majhno, 60 ali 70 tisoč prebivalcev, več kot 1 leto. To velja za Bahmut, velja za Kostjantinivko, Pokrovsk, Mirnohrad, Siversk, pravzaprav je Siversk že na fronti. Tako da zagotovo, ko prideš v urbano okolje, kjer številke pomenijo manj, še posebej v začetnih fazah, se čas zelo podaljša. Ker nimaš več vse te prednosti v smislu dronov, artilerije, oklepnih vozil, čeprav se uporabljajo zelo malo. Tako se stvar zelo podaljša. In Kramatorsk in Slovjansk, da si predstavljate, sta ti dve mesti skupaj nekaj takega kot 6 do 7 krat večji od Pokrovska ali Kostjantinivke. Torej je urbana bitka za Kramatorsk in Slovjansk mala Stalingrad. Hvala. To pomeni, da morajo Rusi priti tja z združitvijo 4 front. Tiste pri Kostjantinivki, Siversku, Časivjarju in Limanu. Poleg tega bi se fronta skrčila, postala bi manjša. Ko je fronta razčlenjena, je število enot potrebnih za pokritje malo tako, kot če vzameš vrv. Če vzameš vrv dolgo 10 cm in jo držiš ravno, je to ena stvar. Če pa jo moraš začeti upogibati, potrebuješ veliko več. Torej bi bilo tudi število ukrajinskih enot, ki jih zdaj vidimo razpršene vzdolž tega območja, skoncentrirano tukaj, na tem območju.
To pomeni izjemno krvav urbani boj za obe strani. To rečem tako, na hitro. Ogledali si bomo tudi preostale sektorje. Medtem se zahvaljujem današnjemu sponzorju, ki je seveda naš prijatelj Inconi, ki ga tudi sam osebno uporabljam. Zato ne pozabite, da imate posebno ponudbo za skupnost s povezavo Parabellum. In poleg tega podpirate tudi kanal in naše delo, ki nam omogoča ustvarjanje videov. Tudi, če me ne skrbi za oglede in obravnavanje manjših tem, kot to pogosto počnemo. Tako si predstavljam, da tudi vi, tako kot jaz, vsak dan prejemate spam pošto od storitev, ki se jih sploh ne spomnite, ali pa dolgočasne robotske klice, ki vam ponujajo tarife, ponudbe in podobne stvari. Če ste zmedeni, kako so vas dobili na svoj seznam, vedite, da če ste se kdaj registrirali na kakšni spletni strani ali storitvi, tako imenovani brezplačni storitvi, če je bilo nekaj brezplačno, to pomeni, da ste bili storitev vi. Bili ste vi tisti, ki so jih želeli, vaše podatke in vaše informacije. Kaj torej počne Inconi? Inconi v bistvu prevzame vlogo posrednika in gre do vseh posrednikov podatkov, jim naroči, naj odstranijo vaše podatke, kar je zelo pomembno, posreduje v vašem imenu in vas dejansko izbriše. To ne pomaga le preprečiti, da bi bili vaši podatki ponovno prodani za marketinške namene, ampak tudi zmanjša količino spama in nezaželenih klicev. Poleg tega zmanjšate tudi tveganje, da bi bile te informacije uporabljene za zlonamerne dejavnosti, kot so prevare ali ciljani napadi. Torej, manj podatkov na spletu pomeni manjšo izpostavljenost. Prav? In poleg tega, zapomnite si, pri Inconi, za razliko od drugih, vaših podatkov ne prodajajo. Seveda, stane malo, pravzaprav zelo malo. Če uporabite mojo kodo za popust, imate 60% popusta. Povezavo najdete v opisu, na kanalu, v klepetu, v pripetem komentarju. Zato si zapomnite, če vas ne najdejo, vas ne morejo motiti. Torej, gospodje moji, kdor to naredi, podpira kanal. In koliko cenite svoj čas? To je vedno moje vprašanje. 10 manj nadležnih klicev na mesec je ves prihranjen čas, ne vem, za vas, mene precej motijo. Torej, pojdimo na preostale situacije. Preostale situacije so zelo zanimive. Ker na koncu, če pogledamo pregled tega, kar se dogaja, Se zavedamo, da bo to racionalizacijo virov verjetno morala narediti tudi Ukrajina in se odločiti, kaj braniti in česa ne braniti. torej vidite sektor Siversk, sektor Kostantinivka, to je sektor na levi strani Kostantinivke, ki je mimogrede spet postal aktiven, bil je precej miren, zdaj pa je spet aktiven. Če sklepamo potem, bodo Rusi poskušali napredovati, da bi prišli za hrbet tema dvema mestoma, Orksevo-Drozivka in Drozivka, ki sta v tej dolini. Opazite, da hkrati poskušajo napredovati vzdolž Stepanivke do Vabalke in Roskižne, ki so praktično ob boku Kostantinivke. Kostantinivka je malo na desni od Vabalke. Kar zadeva sektor Pokrovska, Hrščine, kot lahko vidite, se Rusi še naprej pomikajo naprej, vendar, če pogledamo ta zemljevid ali ga pogledamo pred 3 meseci, ni velike razlike. Prav tako ne pred 5 meseci. Ko so zavzeli Hreščino tudi zato, ker je na tem območju veliko ukrajinskih enot, ni bilo več večjega napredka s strani ruskih enot. Kot vidite, so spremembe res minimalne, iz dneva v dan. To je sektor bolj južno, kjer Ukrajinci napadajo na boku ruskega napada, ki poteka od Uljajpola proti zaporoški oblasti, proti Orekivu. Kot lahko vidite, so Ukrajinci tukaj ponovno zavzeli 16 kvadratnih kilometrov na enem območju, še 7 ali 8 na drugem, v zadnjem času pa so Rusi tukaj zbrali veliko enot. Govorimo o severu Velike Novosilke. Verjetno zato, da bi poskušali preprečiti to ukrajinsko akcijo. Ukrajinci se prvič, odkar so Rusi zavzeli Veliko Novolilko,
približujejo skoraj ponovnemu zavzetju teh ukrajinskih obrambnih sistemov, ki so bili severno od velike novosilke. To je prodor z dokaj omejenimi protinapadi, ki niso posebej močni, vendar se stopnjujejo. Predvsem zato, ker je na tem območju Rusi so se odločili zbrati sile severno od velika novosilka in so se odločili premakniti druge sile okoli Uspenjuke. Zakaj? verjetno bodo poskušali izvesti protinapad z obeh strani s silami, ki so bolj na severu, in silami, ki so v Uspenjivki. Ker če se Ukrajinci približajo zaledju Uspenjivke, praktično odsekajo rusko logistiko, ki je poskušala pritiskati iz Kulje Pole proti Ternuvate in vse ostalo. Torej, kot vidite, so tu akcije proti akcijam, kar je precej drugače kot leta 2024 in 2025, ko so bili Ukrajinci povsod popolnoma v obrambi. Recimo, da je zdaj bolj prisoten učinek nihala. Omeniti velja, da tudi ruske karte, ta karta Ribar, prikazujejo Ukrajince precej globoko v okolici Novomihajljuke, da si ustvarite predstavo. Torej tudi oni na drugi strani potrjujejo, da te ukrajinske ofenzivne akcije precej močno pritiskajo. Po drugi strani pa Rusi iz sektorja Kuljaje Pole še naprej poskušajo prečkati reko in vzpostaviti oporišče, da bi nato poskušali obiti Orihiv, celoten sektor Zaporožja. Torej, če pogledamo izgubljeno in pridobljeno v smislu kvadratnih kilometrov, ugotovimo, da so Rusi izgubili 11 kvadratnih kilometrov, severno od Limana 11, severno od Velika Novosilka pa so Rusi pridobili 14, 21, 22. Tako da je na koncu skoraj izenačeno. Jaz vedno pravim, da kvadratni kilometri niso več merilo, ki ga uporabljamo. Zdaj uporabljamo merilo strateške vrednosti zavzetega ozemlja, kar vključuje višino, prisotnost obrambnih sistemov, urbana območja, ceste, logistično vrednost in tako naprej. Torej, če Ukrajinci zavzamejo 100 kvadratnih kilometrov ozemlja, a izgubijo Liman in Kostjantinivko. Z vidika točkovanja, torej vrednosti izgubljenega ali zavzetega ozemlja, sta ti dve logistični in urbani središči vredni več in tako naprej. To pa ne pomeni, da vrednost ozemlja, ki ga Ukrajinci zavzamejo ali ga bodo zavzeli, ne more povzročiti dodatnih težav za Ruse. Na primer z zavzetjem Kulje Pola ali česa podobnega. Vendar na splošno, glede na to, kar smo videli leta 2014-2015, tukaj vidimo nihajoč učinek. Na eni strani pridobiš, na drugi izgubiš. Seveda je treba upoštevati, da so Rusi osredotočeni na zavzetje Kostjantinivke, da bi prišli do Kramatorska in Slovjanska. Torej tam dosegajo napredke na račun drugih ozemelj. Po mojem mnenju, takšna situacija ustreza Ukrajincem, saj vse skupaj zelo počasni. Oni pa še naprej razvijajo, kot smo videli, drone, podvodne drone. Njihove strateške sposobnosti za napadanje Rusije se povečujejo, s tem pa tudi sposobnost povzročanja političnih ali recimo imidž težav Rusiji. Povečujejo se z vsakim dnem. In tako se v narekovajih zelo povečuje njihov vzvod v tej vojni. Neizogibno ostajam pri mnenju, da bo Rusija morala izbrati. Morali bodo ali mobilizirati nove sile, ali pa zaključiti z Donbasom, če so tega sposobni. Trenutno niso v položaju, da bi končali to vojno, ker ne bi mogli prinesti domov prav nič. Zato so v tem mrtvem teku. Mislim, da se ruski politični razred trenutno sprašuje: 1. Kako iz tega iziti? In 2. Kako notranje ublažiti to odločitev? Ki jo bodo morali sprejeti. V času, ko imaš velike težave doma. Z ukrajinskimi droni, ki napadajo rafinerijo, Moskvo in druge stvari, ki se lahko samo še povečajo. To je velik problem z vidika strategije.
Zato mislim, da če se bo tako nadaljevalo, neizogibno, Te odločitve bodo dramatične. To ob predpostavki, da imajo Ukrajinci svoje težave s kadrom, imajo svoje težave z viri, vendar je ta situacija zagotovo bolj sprejemljiva, bolj ugodna kot tista v letih 2024-2025. Torej, najdi tudi način, kako ohraniti obraz. In to je rešitev, ki jo morajo ruski voditelji potegniti iz klobuka. Potem je tu vedno še črni labod na vzhodu, kot sem rekel. Putin se zbudi po cenzuri interneta, pošlje še dodatnih 500 000 in takrat bi Ukrajinci res imeli težave. Ker sem jasen, če Putin vzame še 500 000 Rusov in jih pošlje v ofenzivo kot v letih 2024-2025, ter izvede novo ofenzivo v letih 2007-2028 z dodatnim 500 000 vojakov, bi Ukrajinci težko še enkrat ušli. zadnjič so komaj ušli, dobesedno za lase potegnjeni. In izjemno mrzla zima, odstranitev Starlinka, notranja prekinitev interneta, vse to je zagotovo pomagalo Rusiji. Ampak 2 leti ofenzive, kot je bila tista v letih 2024-2025, bi Ukrajino spravili v krizo, razen če tudi Ukrajina ne izvede množične mobilizacije, česar so se vedno poskušali izogniti. Kot vidite, je vsaka poteza odgovor na drugo potezo. Ob predpostavki enakih odločitev in enakega vodenja v letih 2027-2028, 2 let ofenzive Ukrajina ne bi zmogla obvladati. So to obvladljive z vidika izgub, trajanja vojne, Političnih odločitev za Rusijo? Mislim, da si to vprašanje zastavljajo ruski voditelji. Če si lahko še enkrat privoščijo leti 2024-2025. Vsem se vam zahvaljujem, hvala, da ste me spremljali, vse vire boste našli v opisu. Se vidimo v petek za zelo specifično analizo vprašanja koridorja, ruskih protiletalskih obramb, uporabe dronov in tudi ukrajinskih obramb. Majhen namig. V zadnjem ruskem raketnem napadu je bilo od 79 izstreljenih raket večinoma balističnih, Ukrajinci prestregli le 7. To pomeni Pomanjkanje Patriotov. Ni naključje, da želijo razviti lasten sistem. O tem bomo več videli v petek. hvala vsem skupaj in lahko noč.